jaz osebno dobim, kako začeti sodelovati s podjetji. To služiš z AdSense, torej temi, manj se sikiraš, boljše je. Treba, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bom delali en video, ki je bil ful zaželen in sicer vse o YouTubeu, kak jaz urejam, vse. Na Instagramu sem vas vprašala, da mi postavite vprašanja, da če me še ne followate na Instagramu in da hočete sodelovati v kakšnih takšnih videih, me followajte, drugače pa gremo kar video. Bomo kar na začetku govorili o plači in kako služiti z YouTubeom, ker to je po mojem največ vprašanje. Glavno, to vse ful zanima in tako, mislim, se razumem, zakaj bi pa zanimalo, ampak po drugi strani pa je tako smešno, ker prva stvar, ki me vedno kdorkoli vpraša, ki vidim, ko vedno se z YouTubeom ukvarjam, če dobim kaj plačano, ker mi je tako, malo mi je smešno, ampak vem, da je to ful zanimiva tema, da bomo govorili o tem. Z YouTubeom v Sloveniji služiti sam z YouTubeom, brez sponzorstva in tega, je težko. Jaz osebno dobim moče vsaki drugi mesec 70 €, da glih, ker pač denar ti izplačajo, ko dosežeš limit in to je 70 €, $70 in potem dobiš plačano. In meni osebno dobim vsaki moče drugi mesec, zaenkrat, mogoče da je dobila večkrat, I don't know. Hvala, mislim, je nek denar, ki si pač tak, ok, nice, ne, ampak po drugi strani pač s tem ne moreš živeti. Tako da, mogoče, kakaj lepa afna, kdo tako, ona dobijo časi po pol milijona ogledov, kar je tako. Ona mogoče dobi malo več denarja, oziroma dejansko zasluži kaj s tem, drugače pa drugi youtuberi pa, ne vem, po mojem dobi kak youtuber kol 100 do 200 €, tak, če gledamo čez celo našo platformo, I think, ne bom nič rekla, ampak recimo 100 € na mesec. To služiš z AdSense, torej temi videi, ki jaz natočno najbolj razumem, kako to deluje, ne razumem, ali moraš klikniti ali ne, kakorkoli. To se šteje glede ogledov in kako dolgo nekdo gleda. Tako da služiš na podlagi tega in lajki niso pomembni, lajki so za nas pomembni samo zato, ker več imaš lajkov, več imaš komentarov, bolj tvoj video recimo predlaga drugim ljudem. Drugače pa pomembni so ogledi glede služenja denarja. Potem druga stvar so sponzorstva in sodelovanja, kar tudi v Sloveniji ne vem koliko je to pač razvito, sej se razvija, ampak se mi zdi, da jaz dobim ogromno ponudb, da bi delala zastonj in mi hočejo poslati neke čevlje ali pa neko kremo, ko jaz recimo ne rabim. Razumem, če bi jaz kontaktirala nekoga, ko pač bi imela res njihove stvari, kakorkoli, potem ok, pač naredi zastonj, ni problema. Ampak ful je tako čudno, ko ti nekdo piše, če bi kao ti on lahko nekaj pošla in potem ti narediš video ali pa objaviš ono tisto, pa vidiš, da ima sponsored objave in pač on tam lahko plača 200-300 €, meni pa mora 50 €. V tem smislu, jaz osebno ne tako služim sponzorstvi, imela sem mogoče nekaj malega, nekaj dosti, verjetno, katere slovenske youtuberke in influencerji dansko služijo, ali pa tisti najvišji. Zdaj vsi ful pač bi plačali tistim najvišjim, potem tistim, ko smo malo manjši, pa pač ne tako dosti. Ampak se mi zdi, da se to razvija, malo prihaja. Zaenkrat še ni nekak ful v zakonodaji določeno, kako vse mora biti označeno, še vedno je to nekak. Glavnem, ja, to se mi zdi, da se še vedno razvija. Upam, da se bo kmalu še bolj razvilo, zaradi tega, ker pač dosti ljudi, jaz saj pač, da bi radi, da pač bi bila to naša služba, da bi lahko s tem služili, zaradi tega, ker meni YouTube vzame ogromno časa. Zdaj trenutno skušam objavljati 3 videa na teden, kar je ogromno, pa hodim na faks in potem nimam časa še, da bi delala in pač rabiš denar itak. Teda pač definitivno je bilo fajn, da bi še tega tudi služil, ne. Ker ti vzame res dosti časa, pač meni snemanje, urejanje vzame glih tako, da bi službo hodila, oziroma več, ko pa da imela študentsko delo. Skozi razmišljaš, kaj bo snemal, skozi planiraš, da ne govorimo o true crime, zdaj sploh ne morem tega delati, ker nimam časa, Dostikrat ne dobimo plačano zaradi tega, ker je nekdo, ki bo stvar vzel zastonj, brez da bi zahteval plačilo in pač vlada bo potem vzeli tistega, ne bo nekomu plačali, če bo nekdo delal zastonj, ne. So, that's that. Za vse tiste, ki ne vete, če ste influencer kakorkoli, lahko vam plačajo tudi prek študentskega servisa, ne rabite se bati glede, da nijate SP-ja kakorkoli, ker pač to je bil na začetku moj problem, ampak dejansko vam lahko podjetja plačajo prek študentskega dela, naročiš kao napotnico in potem ti tak prek plačajo, mogoče bo malo manj narad študentski servis beg vzame, ampak lahko dobiš legalno plačano in ne rabite vedno vzeti sam zastojno, ampak lahko tudi zahtevate plačilo prek študentskega servisa. Tako da, če hočete začeti z YouTubeom zaradi denarja, se vam ne splača. Jaz poznam njih par ljudi, ki so, ti to njihov cilj, ampak
Mogoče je to včasih od nekoga cilj na začetku, ampak koliko vidiš, kako dejansko to gre in da ti rabiš 1000 naročnikov, pa 4000 ur gledanja tvojih videov. Sedaj se lahko priračunate, koliko minut je to in koliko gledov dejansko rabiš, da sploh začneš služiti. Potem pa itak, da se nas reka, sploh ne dobim vsak mesec. Ta traja kar nekaj časa, da ti lahko začneš služiti z YouTubeom. Pa definitivno boš več narad bil, če greš delat študentsko delo, če ti je cilj denar. Mislim, da ne vem, če kjeri slovenski YouTuber, influencer dela zaradi denarja, ker trust me, niso to milijoni, niso to tisočaki, sploh ne na začetku. Verjetno, kjer slovenski influencer služi lepe denarja, ampak ni pa to razlog vsega začeti s tem, ker trust me, it's gonna take a while. To se ljudi me sprašuje za nasvet, kako začeti z YouTubeom in se mi zdi, da je ful odvisno od posameznika, ampak jaz osebno sem prvo vprašala moje starše. Velikokrat sem že v videih povedala, da pobuda za moj YouTube kanal takrat je bila ena moja prijateljica, pač so se verjetno videli veliko. Aleksija začela s YouTube kanalom in potem je nekako prepričala čez čas, oziroma ne prepričala, jaz sem hotla, ona me potisne v to, ja, da sem začela z YouTubeom, ampak se mi zdi, da bi definitivno začela zdaj tudi, pred kakim letom. Takrat, ko sem začela redno objavljati slovenske videe, bi po mojem začela tudi redno z YouTubeom, ampak pač imam ga pa že kanal dosti več let. Če ste mlajši kot 15 let, da definitivno morate vedno vprašati vprašati starše, če še niste polnoletni, ampak se mi zdi, da bi mogla biti neki limit, pač so otroci na YouTubeu, ki so stari med 10 in 13, 14, 15 let in se meni zdi, da ne vem, meni se to zdi glih ok, ker včasih potem spodaj vidim ful nesravne komentare in ne vem, koliko je to dobro za otroka. Če že bi jaz disconnect oziroma disabla, da ne bi mogli imeti, da ne bi mogli komentirati, pač izklopila bi komentare. Pač, če bi jaz bila starš od nekoga, bi pač rekla, da naj izklopi komentarje kakorkoli, ker ne vem točno, koliko je to dobro, da nekdo spodaj piše, da je grd, da je fucking kakorkoli. Pač nič kaj tajega ni. Prvi videi bo definitivno malo awkward, ko boš nazaj gledal, se ti bo zelo smešno, kaj si govoril, ampak vse se pred kamero govoriš, urediš in je to to. Daš gor, meni se zdi, da manj se sikiraš, boljše je. Ne obremenujte se s prvim videom, pač daš ga gor, bo potem boljše. Če te je strah komentarov, zapreš dol, če te je strah, kaj bo v šoli rekli, pač koga briga? Če je nekdo nesram, da vaš šoli zaradi YouTubea, zaradi bilo časa, prosim, povejte profesorjem, zaradi tega, ker to se mora nehati. Pač, če je nekdo nesram do tebe, greš do profesora in poveš doma, ne tega skrivati, ker to ne se mi dovoljeno. Vprašajte doma, če vam doma rečejo ne, potem pač počakajte še malo. Kaj jaz uporabljam za videe? Bom potem posnela, ampak za urejanje videov imam jaz iMovie in sicer MacBook Pro. Jaz bi Apple vedno priporočala, tako da vam sploh ne moram dati na svet za kjeri drugi program, kakorkoli jaz, oziroma ne, jaz ne urejam z iMovie, jaz urejam z Final Cut Pro trenutno in iMovie, če malo menjavam na MacBooku. Potem imam še iPad za načrtovanje videov, predvsem True Crime in te stvari in pa pač itak iPhone in to vse uporabljam za YouTube, da imam gor zapiske, kaj moram snemati, da si zapišem, ko se kaj spomnim, da odgovarjam na maile in te stvari. Potem imam mikrofon za ASMR in pa tudi za voiceovere, ker ta mikrofon je ful dober. Linkano bo vse spodaj, če bom pač našla od Amazona. Potem, kaj še imam? Slušalke imam JBL za urejanje, ki se lahko povežejo z iPadom, MacBookom z vsem. Kamero imam pa Canon EOS M10, ampak ful bi imela enega drugega. Bi imela Canon EOS M50, zaradi tega, ko sem začela bolj redno spet na YouTube. Ta kamera je super, ful dobra. Edino ne moreš priklopiti mikrofona, pač jaz bi ful imela. Glavno se stano, pač ta je ok, bom jo uporabljala, bom jo še dolgo imela, ni panike, ful je dobra. Če rabite kamero, ta je 300 €, mislim, da ta ni tak face draga. Kot vidite, je ok slika, vse lahko z njo delaš, pa tudi mikrofon tak je dober, ne rabiš onega, še imam kaj drugega za YouTube? Luč imam, ring light, ki je krogla, ampak tudi tega ne rabite na začetku, vam bom linkala od spodaj, še imam kaj drugega za YouTube?
Mislim, da je to, kar imam za YouTube. Ful me sprašujete, kako urejati YouTube videe in to bom mogoče naredila prav posebej enkrat video, ampak se mi zdi, da je full tutorial o iMovieju že itak na YouTubeu, da sam tam pogledate. Tudi če ne razumete angleško, boste videli, kaj klikajo in se mi zdi dokaj razumljivo. Vsa vprašanja so tako, koliko služiš. Kako začeti sodelovati s podjetji? Preprosto, zelo preprosto. Vzameš računalnik, ga odpreš, ali pa telefon, greš na mail in kontaktiraš sam podjetja in jim pač ponudiš, kaj jim lahko ponudiš. Ali pa te oni sami kontaktirajo. To pa, kako lahko dobiš, ne vem, followaš jih na Instagramu mogoče, jim lajkaš kakšne slike, te bomo mogoče opazili, ali te sami najdejo že itak, ali te kdo priporoča, ampak v bistvu, če hočeš sodelovati s katerim podjetjem, ni narobe, če jih ti sam kontaktiraš. Jaz osebno sem kontaktirala par podjetij in se je vse dobro končalo, mislim, smo se vse zmenili in to. Glede, če mislite glede plačila, pa je res odvisno od podjetja. So podjetja, ki so znana, ki sodelujejo z ogromno influencerji, ampak ti ne da niti evra, ker kot sem rekla, ljudje dela zastonj. So tudi podjetja, ki ti bo plačala, ampak ful odvisno. Se mi zdi, da zaenkrat je še kar tako malo odvisno sreče, malo odvisno tega, koliko upaš ti pred za plačilo. Jaz sem se ampak jaz že zdaj nekaj časa vsem pač napišem, ko mi pišejo za sodelovanje, pač da če bi mi nekdo pač ponudil iPhone ali pa neki mikrofon ali pa ne vem, neki full make-up, ki ga jaz res imela, bolj okej, ne, pač nam zdaj nekaj gušla, ampak če pa je neka taka stvar, ko mi ni nujno, pa pač vem, da bom ja dosti dela s tem, pa pač rečem, da za plačilo, ampak večina jih itak reče ne. Ne bojo. Pišejo ti, reče, da nimajo budžeta za to, kar mi je smešno zaradi tega, ker zakaj potem kontaktiraš za oglaševanje, ker to, kaj mi delamo oglaševanje, ki je ga treba plačati, na televiziji plačaš ogromno denarja. Jaz trenutno hodim na FDV, kjer smo imeli predmet oglaševanje in ko sem jaz ugotovila, koliko ljudi plačujejo, podjetja plačujejo za oglase in za te billboarde in za sponsored things, ne mi reči, da nimaš denarja, če delaš vse to. Sam toliko. Pač, ok, se rečeš, da nočeš plačati, ker pa nekdo dela zastonj, ni panike. Sam ne mi govori, da nimajo denarja ali da ne morejo tega, če potem se vidiš, da imajo na Facebooku, na Instagramu, da imajo billboarde. Please. Ok. To je zdaj tako malo na hitro o YouTubeu, zdaj pa če še imate kakršnokoli vprašanje, lahko napišete spodaj, lahko naredim part 2, če hočete, da se osredotočim prav na neko stvar posebej, mogoče kak editam, mogoče kak delam thumbnaile, karkoli tega, če hočete pač vedeti, lahko spodaj napišete, bom mogoče naredila prav posebej video oziroma taki serijo How to become a YouTuber, nekaj v tem smislu. Če hočete, če nočete, ne, that's fine. Glavnem, hvala se gledajte video, če vam je všeč, ga vzajte lajkat, vzajte se naročiti, pojdite me na Instagramu, dajte ta video, če mi hočete pomagati, služiti, dajte ta video. Je to vse. Dio! Najbolj smešno vprašanje mi je, kaj snemati, zato ker če ne veš, kaj snemati, potem ne vem, zakaj bi se odločil za YouTube. Kaj je, Lukas? Vse gremo za jest. Jed bomo zdaj šla. Pojej. Zdaj sem konec. Konec sem.